Sklenile so se prvoligaške obveznosti, Ljubljana je bila blizu največjemu prvenstvenemu uspehu v Murski Soboti, vendar pa črno-bele niso dovolile presenečenja. V igri za prvo mesto so še vedno Radomlje Medex, bitka za prvaka bi lahko bila odločena ta konec tedna, ko gostijo prekmursko zasedbo. V spodnjem delu razpredelnice je štajerski derbi dobila zasedba Maribora, z vrhunsko samostojno akcijo je 3 točke potrdila Lana Šernek. Tokratno oddajo pa bomo začeli s kolažem najlepših utrinkov zadnjega Medex Cupa. Sledeč je bil razpored 23. kroga ženske nogometne lige Triglav. Igral se je oziroma se bo v 3 terminih. Že prejšnji teden je Gažon doma izgubil s 3-1 proti kirurgiji Estetikal Alumini. Primorje Tosle Nutri Cosmetics je gostovalo pri prvakinjah na igrišču v Radencih. Že na Maribor se je srečal s Cerkljami v Staršah, rumenosrčne pa so se soočile z Ljubljano v bitki za drugo mesto. Tekma Krima PC Bolita in Žalca Trbovelj je prestavljena na 14. maj. Pogledali si bomo vrhunce 2 tekem, dvoboja Ljubljane in Radomelj Medex in Mure ter Primorja Tosle Nutri Cosmetics. Dobar dan in lepo pozdravljeni znova v družbi najboljših slovenskih ženskih nogometnih klubov. Na Planet 2 spremljamo nov prvenstveni krog v ženski ligi Triglav. Na vrsti je med tednom v nadaljevanju prvenstva oziroma ob začetku lige za prvaka 23. krog in pa obračun v našem neposrednem prenosu iz Ljubljane v Šiški med domačo Ljubljano ter Radomljami. Nika Pintarič, Mirjam Kastelec in Kaja Prelovšek. Zdajle je prav Kaja Prelovšek streljala številko 18, prav tako za razvrstitev po dvokrožnem sistemu oziroma po enokrožnem sistemu. Pa zdaj tudi strel Radomelj. Takole je sprožila, ki se v tem trenutku borijo za status druge najboljše ekipe v Sloveniji. Zdaj tam je napaka Lucije Grad, priložnost za Radomlje. Badijo je v kazenskem prostoru in žoga je v mreži. Gol v 21. minuti.
Radomljanke so povedle, to je bila velika napaka domače vratarke, izkoristile so jo gostje in Kadija Badijo je v vrstah Radomelj, ja, ni bil prazen gol, vrnila se je Lucija Grad še pravočasno nekako na črto, vendar natančen strel nogometašice Radomelj. Zdaj pa nova priložnost za Radomlje, prečka se trese pritisk, zdaj gosti. Uspele so izkoristiti prvo pravo priložnost in to je tisto, kar bo danes odločalo vsako priložnost, ki si jo bodo dekleta enega ali drugega kluba priigrale, bo treba izkoristiti. In to je tisti recept za uspeh danes na tem derbiju za drugo mesto. Malo žog za zdaj za Mirjam Kastelec, ki je druga najboljša strelka lige. Zdaj le tamle nevaren strel, vendar na mestu je bila Iva Kocijan. Dobro, zdaj Sara Medič podaja na drugo stran, priložnost za Radomlje in žoga mimo gola, res lepa priložnost zdaj za Nejo Selan. Na drugi strani takole, lepa podaja Sare Medič, vendar potem slab strel Neje Selan, ki bi zdajle morala bolje streljati. Tako je, Ula Omerzu, dober strel je bil to v okvir gola, vendar na mestu Lucija Grad, vratarka Ljubljane, tako da ostaja pri vodstvu Radomelj z 1-0. Priložnost zdaj za Radomlje, Kadija Badijo, tamle tudi Neja Selan, ki strelja in žoga je v mreži gol. Gol za 2-0. Tokrat je bila Neja Selan natančna, lepa akcija, tudi lep zaključek na koncu. Povišala Neja Selan takole, Kadija Badijo se je odločila za podajo, potem pa natančen strel Selanove. Najprej sprejem in potem udarec z levo nogo na oddaljeno vratnico in takole je ukanila obrambo za povišene vodstva. Mirjam Kastelec preigrava na robu kazenskega prostora. Pa tam je zdajle protesti in pa priložnost za Ljubljano. Ali še posebej v napadu. Tam je zdajle dobro Ula Omerzu, prav mimo Zale Petrič in 3-0. 3-0 za Radomlje, zdajle samostojna akcija Ule Omerzu. Takole, torej Ula Omerzu, potem natančen strel, ni bila zraven Zala Petrič, ampak mislim, da Anita Kovačič, tista, ki jo je preigrala Ula Omerzu. Številko 10, potem pa natančen udarec, nemočna je bila. In v tem trenutku tudi konec tekme na Iliriji, razočaranje za domače nogometašice, aplavz za igralke iz Radomelj, ki so na koncu, lahko rečemo, visoko zmagale s 3-0 strelke Badijo, Selan in Omerzu. Ja, mislim, da smo si s puncami zaslužile to zmago, zelo smo trdo delale na to. Tudi to je bil naš cilj in ja, zelo smo vesele in se je izpolnil. Ja, imeli smo sicer precej posesti, ampak smo bile dosti neučinkovite, tako da bo treba pogledati stvari iz taktičnega vidika in jih popraviti na naslednji. Ja, moram reči, da moram res čestitati puncam za prikazano, predvsem za to nepopustljivost in pa predvsem za to, da smo, ko smo prišli sem na stadion,
popolnoma spremenili našo strategijo igre zaradi same travnate površine, ki je suha in smo mogli pol prilagoditi. Šli smo malo bolj na to preskok igro, na zadrževanje, ker pač nam ta zelenica ni omogočala naše igre. Drugače pa res iskrene čestitke za čisto vsak duel dobljen in pa za prikazano tako v prvem polčasu, kakor tudi v drugem. Igralke Primorja Tosleno Trikosmetics prvič v zgodovini kluba sezono zaključujejo v ligi za prvaka. Ker so bile četrte po rednem delu, jih je v uvodnem krogu končnice pot vodila k Muri Noni na vzhod Slovenije, kjer še nikoli niso bile blizu zmage. Z ostrim tempom že od prvih sekund je črno-bela zasedba zlomila Ajdovke. Po zadetku Leje Dolinar je kar 4 gole zapovrstjo v dobrih 15 minutah dosegla Jana Malahkova. 31-letna Ukrajinka je v 7. minuti izkoristila podajo v globino Ane Milović. V 19. minuti se je akcija odvijala na levi strani. Dolinar je žogo popeljala v kazenski prostor, preigravala in špico uspela podajati do Malahkove, ki je spretno preigrala še vratarko Primorja in zadela. V 23. minuti se je žoga po kotu odbila naravnost na desnico Malahkove, nov zadetek zanjo. Med odmorom gostujoči strateg Mamić ni storil nobene menjave, so pa Primorke vstopile v dvoboj precej bolj odločno. Potem, ko na zadnjih 3 medsebojnih tekmah Muri niso dosegle niti enega gola, je post prekinila Tinkara Obreza. Za 18-letno igralko je bil to prvi gol v ajdovskem dresu, potem ko je pred nekaj tedni v mesto Burje prestopila iz Gažona. V 54. minuti so gostje v belih dresih preveč zadrževale žogo v svoji posesti in jo izgubile v kazenskem prostoru. Napako je izkoristila Živa Rakovec. Ni še bilo konec. Svoj drugi gol ligaške sezone je dosegla Zala Vindišar, zadela je z glavo, medtem ko se bo pod 7. gol podpisala Leja Dolinar. Spet proti 1 je žena Maribor premagal Cerklje, po 2 gola sta dosegli Lana Šernek in Ana Marija Kršlin-Stojić. Pravličnih 7 žog je v mrežo Primorja Tosleno Trikosmetics pospravila Mura Nona. Radomlje Medex pa so na gostovanju prepričljivo ugnale Ljubljano in skočile na drugo mesto razpredelnice. Konec tedna je nato sledil še 24. krog. Igralke Ljubljane so odpotovale v Mursko Soboto, kirurgija Aesthetical Alumini je doma pričakala žena Maribor. Žalec Trbovlje se je soočil z Gažonom, v Ljubljani pa je bil na sporedu mestni derbi. V športnem parku Šiška je igral Krim PC Volit. Ponedeljkova tekma zgornjega dela razpredelnice se je odvila v Ajdovščini. Primorje Tosleno Trikosmetics proti Radomljam Medex. Poglejmo v Kidričevo in na Fazanerijo. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi ljubitelji in ljubiteljice nogometa. Pred nami je nov obračun 24. kroga v ženski ligi Triglav med domačo Muro in pa Ljubljano. Zagotovo pa boste imele obe veliko dela, podobno kot v četrtek. Zdaj je napad in odlična obramba Lucije Grad. Nevaren strel je bil to. Zmagala je prav vse tekme. Zdaj je Ana Milović v prodoru v kazenski prostor. Strel in nova lepa obramba Nika Miheliča, ki danes deli pravico na zelenici v Fazaneriji. Zdaj je priložnost za Jano Malahovo. Žoga je v mreži, gol
Murski Soboti. Mura vodi z 1-0. Tamle so na hitro izigrale domačinke obrambo s prsmi. Ana Milović nekako se je uspela znajti. Jana Malahova, ki je torej zadela v 19. minuti vodilni gol za Muro. Zdaj dolga podaja na drugo vratnico, priložnost in gol. Žoga je v mreži, rezultat na Fazaneriji pa 1-1. Mislim, da je bila Mirjam Kastelec najvišja v skoku. Poglejmo še enkrat podajo Nike Pintarič. Tamle je pritekla Mirjam Kastelec, odličen udarec z glavo in kapetanka Ljubljane je v 30. minuti izenačila na 1-1. Uspelo ji je, vendar potem ni bila dovolj natančna. Pa nova priložnost za Muro, znova posredovanje Lucije Grad, pa potem še strel Jane Malahove čez gol. V ligi za prvaka v tem krogu bo jutri. Zdaj je priložnost za Ljubljano. Rep strel Nike Pintarič, na mestu pa Sara Nemet, ki je nadaljevala s tem statusom številko 2. Zdaj je priložnost za Ano Milović, udarec, vendar ni dobro zadela žoge. Poglejmo tale kot, Lea Dolinar, kratka kombinacija, pa še en predložek, priložnost, strel z glavo Ane Milović, nenatančna je bila domača kapetanka, ostaja pri rezultatu 1-1. Ana Milović si pribila žogo za Lomerza. Ana Milović, tamle ima tudi Ana Malahovo, pa raje išče za Lomerza, slab strel nogometašice, ki je v drugem polčasu prišla na zelenico. Dobra obramba. Tamle pa se na prosti strel pripravljata Ana Milović in Lea Dolinar. Ali bo šlo za udarec neposredno na gol? Ana Milović, strel mimo gola, tamle dobro odmerjen strel, tudi Lucija Grad je za vsak slučaj se vrgla na svojo desno stran, pripravljena na podajo Skota. Priložnost za Muro in gol. Gol še drugič v polno Jana Malahova. Tamle se jezijo nogometašice Ljubljane, da naj bi šlo za prepovedan položaj, vendar mislim, da seveda ofsajda ni bilo tamle. Prosti strel na drugi strani zdaj že za Ljubljano. Ali se lahko vrnejo gostje? Vratnica, trese se vratnica. Dober strel z glavo, zdaj le pritisk Ljubljane, pa priložnost in ali ne, ni novega izenačenja, zdaj le pa prekinitev, mislim pa, da zdaj le je bil tamle signaliziran prepovedan položaj, pa še potem udarec oziroma prekršek nad vratarko Saro Nemet. Ponovno vrniti v tole tekmo nogometašice Ljubljane. Jana Malahova, znova nevaren predložek. Šla je žoga Luciji Grad, pa tamle slab udarec Ane Milović. Nič kaj dobro izkazala, najboljša strelka lige s tem zadnjim udarcem. Sama je bila tamle na 11 metrah, pa znova Ana Milović, precej bolje. In v tem trenutku, torej po dobrih 4 minutah sodniškega dodatka, konec tekme. Mura je uspela le zmagati z drugim golom na tekmi Jane Malahove v 82. minuti. Za Ljubljano je v 30. minuti zadela Mirjam Kastelec. Trda, čvrsta tekma z velikim vložkom, vsaka v play-offu. Vemo, kaj nam nosi. Moram povedati, da bi v prvem polčasu z malo več koncentracije morali zabiti vsaj 2 do 3 gole. Potem mirno speljati do konca, na to z enega kornera prejmemo zadetek in pride do neke nervoze v ekipi.
potem tudi do 2 poškodb in z muko, z željo, ampak na koncu se mi zdi, da zasluženo smo vseeno osvojili 3 točke. Vedeli smo, da bo tekma napeta, čvrsta. Ljubljana je ekipa, ki napreduje, razvija igro, ampak smo v fazi tekmovanja, ker so pomembne 3 pike in smo korak bližje državnemu prvaku, kljub temu, da smo imeli, lahko rečem, kar veliko priložnosti, ki so ostale neizkoriščene. Težka tekma, naporen poraz, predvsem zaradi lastnih napak in tega se moramo prihodnje izogniti, če želimo poseči po čim više. Hvala. Tretjič v sklopu letošnje sezone sta se srečala Kirurgija Estetikal Aluminij in ŽN Maribor. Enkrat so slavile članice Aluminija, enkrat pa Mariborčanke. Srečanje se je v korist gosti prelomilo v drugem polčasu. Ana Marija Kršlin-Stojič je dobro zaposlila Lano Šernek. Vratarki Forštnarič je spodrsnilo in Mariborčanke so imele prednost. A to ni bil edini zadetek Šernekove na tekmi. 18-letna igralka, ki je nastopala že za Muro in Radlje v mlajših kategorijah, je v zadnji minuti obračuna izpeljala samostojno akcijo v slogu velemojstrov nogometa. Žogo je prejela na svoji polovici, se otresla vseh nasprotnic, preigrala še vratarko in poslala žogo v prazno mrežo. Zagotovo eden najlepših golov letošnje sezone. 7. ligaška zmaga za Mariborčanke, Aluminij ostaja pri 5. Z 2:1 je Muranona doma premagala Ljubljano, na gostovanju pri Kirurgiji Estetikal Aluminij je bil ŽN Maribor uspešnejši od domačink z 2:0. Gažon je zabeležil teniško zmago 6:1, hat-trick je dosegla Mateja Blaževska. Olimpija je strla Krimpet Sabolit z 2:0. Ponedeljkova tekma Primorja Tosleno Trikosmetics in Radomel Medex se je končala v prid rumenosrčnih. Na lestvici vodi Muranona s 64 točkami, prve zasledovalke so igralke Radomel Medex, ki imajo še matematične možnosti za prvo mesto. Po zadnjem porazu je izven igre za prvaka ŽNK Ljubljana. Primorje Tosleno Trikosmetics je 4. in zaključuje prvi del lestvice, torej ligo za prvaka. Olimpija je v ligi za razvrstitev vodilna ekipa, povečala je prednost pred Krimpet Sabolitom. ŽN Maribor je 7., nato sledi Gažon, pa dvojec Cerklje in Kirurgija Estetikal Aluminij s 15 točkami. Pri ničli ostaja Žalec Trbovlje. Tekme 25. kroga se igrajo 3. maja. Na igrišču v Staršah se merita ŽN Maribor in Žalec Trbovlje. Na Iliriji se bosta udarila Ljubljana in Primorje Tosleno Trikosmetics. Gažon bo igral proti Olimpiji. V športnem parku Radomlje se lahko odloča o naslovu prvakinj. 5. par pa je Cerklje proti Kirurgiji Estetikal Aluminij.